Tole je pa dolgo trajalo. Zakaj ste ženske sploh toliko rade lišpate? Po moje iz navade. Zato, da ste lepše. Ja, pa da skrijemo kakšne napakice. Kakšno recimo? Ja, glej, zato da se tebi zdi, da imam daljše trepalnice, bolj polne ustnice, lepšo kožo. To se pravi, nam lažete. Ja, ampak saj se moški tudi lišpate. Ne, je že ne. Ja, no čakaj, kaj pa pred intervjujem? To je pa drugače, veš, to je pa delo. Ampak tvoje delo je, da si lepši. Ja, to je res, ja. Ja, ne. No, vidiš, mi smo pa skozi rade lepe, ne? Greš v gledališče, v kino, si pač na filmu. Vsak je rad popolnejši. In vsi radi kaj skrijejo. Ja, no, valjda, če si za kamero oziroma pred kamero, če si pač pod žarometi, to ful stvari prekaže, ful enih napak. In če si lahko popolnejši, lepši, zakaj ne bi bil? Ja, kdo pa poskrbi za to? Sami najbrž ne, ker to je zahtevan. V bistvu ne vem. Kozmetologi, mogoče vizažisti ali pa maskeri? Škaj jaz predlagam, gremo mi da pogledati na splet, če je kaj več o tem. Ajde, ja. Ste vi profesor Gašperlin? Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Za dobrega kozmetologa rabimo dobro izobrazbo. Kje jo lahko dobimo? Ena od možnosti je nedvomno fakulteta za farmacijo, kjer smo v lanskem študijskem letu uvedli nov študijski program, bolonjski prve stopnje z imenom kozmetologija. Ta študijski program traja 3 leta, 2 leti in pol organiziranih predavanj in potem diplomsko delo in daje našim študentom naziv diplomirani kozmetolog. Kje pa se lahko potem zaposlijo? Zaenkrat diplomiranih kozmetologov na trgu dela še ni, ker kot sem že omenila, so prvi študentje sedaj šele v 2. letniku. Ko smo pa ta študijski program pripravljali, smo pa predvideli možne zaposlitve, torej po končani prvi stopnji, po 3 letih, da bodo naši študentje usposobljeni za delo v kozmetični industriji, torej pri načrtovanju razvoja novih kozmetičnih izdelkov. Potem zelo velika potreba po takih kadrih bi bila tudi v regulatornih službah, na inšpektoratu, potem jih vidimo v podobnih panogah, ki so sorodni programu kozmetologije. Za tiste pa, ki se ne bodo zadovoljili z doseženo prvo stopnjo, je pa možnost nadaljevanja magistrskega študija na magistrskih programih, ki jih naša fakulteta izvaja, oziroma na magistrskih programih, ki so sorodni tej usmeritvi. Poklic kozmetolog je zanimiv zlasti za dijakinje, ki končajo izobraževalni program kozmetični ali farmacevtski tehnik. Za vpis na fakulteti za farmacijo, smer kozmetologija, se odločajo tiste dijakinje, ki jih zanimajo kozmetični izdelki, njihovo delovanje in sestavine. Za vpis potrebujejo še izpit iz dodatnega, 5. maturitetnega predmeta, to je lahko biologija ali pa kemija. Ker se vsak dan na trgu pojavi kak nov kozmetični izdelek, je to vsekakor lep in zanimiv poklic. Pozdravljeni, ste vi Veronika Klinar? Ja, jaz sem Veronika Klinar. Super, torej vi izdelujete svojo kozmetiko. Izdelujem kreme za nego kože in olja za nego kože. In kaj je skrivnost ene take zelo dobre kreme? Skrivnost zelo dobre kreme je v tem, da krema da pravo informacijo o koži, da koža pride nazaj v lastno ravnovesje.